Torej, ocenjujemo kot nesprejemljivo vedenje slovenskih oblasti, da niso prisluhnile vsem enako, oziroma da niso ocenile bremena dela za našo dobro, za vse sorazmerno enako. Pristop k nekemu asimetričnemu ocenjevanju oziroma redefiniranju plačnega sistema, ki v nekem smislu tudi pomeni rušitev enotnega plačnega sistema. Večkrat smo že opozorili na ignoranco vlade Republike Slovenije do obrambnega resorja. Bodi si to skozi proračun, bodi si to skozi odnos v socialnem dialogu do zahtev, ki smo jih večkrat že postavili. Od vlade smo že večkrat zahtevali prvo uvedbo dodatka za prepoved stavke, uvedbo dodatka za prepoved političnega delovanja, kakor tudi uveljavitve določenih drugih zadev, ki so že sedaj v zakonu o obrambi in očitno bodo tudi naprej ostale v zakonu o obrambi. Vezane so pa zopet za posebne pogoje dela, ki pač imamo samo mi v obrambnem resorju. Osnovne plače zahtevamo dvig vsaj za 3 plačne razreda za vojake, počasnike, častnike. S tem pa, da ne smemo pozabiti na civilne dolžnosti, ki so sedaj vezane na J skupino in so zelo, zelo podcenjene. Za njih zahtevamo 5 plačnih razredov. Glede na dogovor, ki so ga sindikati podpisali 2015 vlado, ki se nanaša na politiko plač in vse ostali prejemkov v letu 2016 in naprej, bi vlada morala upoštevati tudi stališča in mnenja in zahteve vseh sindikatov in se z nami začeti okoli tega tudi pogajati. Ta namen smo mi decembra 2015 posredovali zahteve sindikata Carinikov Slovenije, ki so skoraj identične zahtevam policistov, če boste šli pogledati, vendar do danes nismo bili deležni praktično nobenega pogajanja. Ja, naše zahteve sindikata Carinikov Slovenije so po dvigu osnovnih plač, po dodatku na prepoved in omejitve, na uvedbi dodatka na dodatno pokojninsko zavarovanje in v bistvu, da se zadeve ovrednotijo na tak način, da ne bo več minimalnih plač. Mislim, da tle še čakamo lahko zdravnike, šolnike pa še koga. Ker če vlada demontira plačni sistem, se pravi, da so spet pogajanja odprta in bodo vsi stremeli za tem, da izboljšajo nekak svoj položaj. Zdaj, edino vprašanje je, kje bo vlada vzela denar za vse to.